Živijo vlagatelji, pozdravljeni v Vlagateljskih 5. Jaz sem Blaž Abe, z mano pa je kolega, izkušeni finančnik, prekaljeni analitik Matjaž Lorenčič. Pozdravljeni. Živijo Matjaž, z nami je seveda tudi vlagatelj Max. Obdelala bova 5 vlagateljskih tem. Danes bodo to NLB, energetske delnice, SpaceX, Novo Nordisk in Bitcoin. Pa če greva na začetek kar na NLB, mislim, da to je trenutno kar vroča tema. Tudi Max se na delnico NLB-ja navdušuje, to je verjetno njegova najboljša naložba, mislim, da več kot 200% donos. Max je kupil julija 2024 po ceni 76 evrov za lot. Ko sem prej spremljal dogajanje na Ljubljanski borzi, mislim, da je bil tečaj že na rekordnih 235 evrih. No, in kot veš, trenutno se odvija še nova saga glede avstrijske Addiko banke. Po 2 letih jo NLB znova naskakuje. Kako ti gledaš na to situacijo, Matjaž? Ja, dejansko precej pozitivno. Pogledati moramo v bistvu same začetke, rečemo strategijo, ki si je zadala uprava. To pomeni, da do leta 2030 pride do 50 milijard aktive, kar pomeni potem posledično tudi nekje okoli milijarde čistega dobička. Trenutno se NLB ima nekje dobrih 32-33 milijard aktive. Z samim Addikom bi se pridobilo takoj neorgansko dodatnih 6 milijard in potem, če še malo uporabimo obrestni račun in nekako predikcijo, da imamo nekje stopnjo rasti aktive 10%, je ta številka 50 zelo uresničljiva. Seveda zdaj dobena neka resna tragedija ni, če bi tukaj bilo kakšna milijarda manj, ampak kakorkoli kot delničarji ali pa delničar, bom rekel, to gledamo pozitivno. Ta Addiko bank je vsekakor zanimiva, bila je že, dopolnjuje kompletni mozaik NLB-ja, zapira, s tem bi se avtomatično zaprlo eno dolgo, rečemo tudi že politično kontaminirano vprašanje okoli vstopa na hrvaški trg. Osebno pa precej pozitivno gledam na razvoj romunskega trga, ki je ena taka hitro rastoč trg s 19 milijoni prebivalcev in tam je Addiko v bistvu prisoten. Zanimivo je, da je ravno prisoten preko licence Addiko Ljubljana in tako da in tam kot ne nastopa fizično, ampak samo v bistvu preko fintech platforme, ki jo je razvil, ki dela, in bom rekel, če bi to NLB v svoj ekosistem še spravil na to fintech platformo, v bistvu je veliko delo že opravljeno. Prej sem še gledal na Bloomberg terminalu poprečno ciljno napoved analitikov, zdaj je že nekje na, mislim, da je 238 evrih. Koliko se ti zdi realna številka 300 evrov za lot za NLB? Bom tako rekel, ni preveč utopično. Seveda, moramo imeti neke zdrave apetite, vseeno se naša gospodarska slika se slabša. Bom rekel, tudi banke se sovpadajo z enimi mogoče malo večjimi projekti prestrukturiran, rečemo bolnikov, bom rekel tudi sektor, rečemo avtomobilske in z njimi povezanimi družbami, bom rekel, niso v dobrem finančnem stanju, tako da so tudi izzivi za banke, ampak če pa pogledamo malo v kontekstu in konkurence, je tukaj nekje regionalna povprečje, price okoli 12, danes je NLB na dobrih 9%. Dividenda kljub rasti, seveda se tudi dividenda skozi ta čas dvigovala, tako da je še vedno, bom rekel, zanimivih 6%. Bi pa morda bilo pomembno poudariti tudi, da okoli same dividende, če bi prišlo do prevzema Addika, morda
bom rekel, ampak to je res samo moja ocena, morda se bi delničarji odpovedali tisti novoletni modelu dividende, kar pa, bom rekel, ni dobena tragedija. Ja, uprava predlaga koliko 13,8 evra bruto, bomo videli, kako se bo to izcimalo. Pa da ne bova samo v Sloveniji, če pogledava še malo v tujino, zdaj že mesec pa pol vojne v Iranu, energetske delnice so od takrat močno poskočile. Bravo Max, v portfelju je imel delnico Equinorja, torej norveškega proizvajalca nafte, plina, velikega globalnega podjetja. Delnico je prodal pri, mislim, da 400 norveških kronah, potem ko je samo v prvem četrtletju delnica pridobila, mislim, da skoraj 90%, in ravno potem, ko je, mislim, da dan zatem sledil Trump z izjavo, da bo Hormuška ožina spet odprta, je delnica zgrmela dol za 12%. Tako da dober timing. Zdaj v luči volitev na Madžarskem sem pogledal njihov indeks Bux, tam je bil zanimiv madžarski MOL, ki ga tudi poznamo, prisoten pri nas kot trgovec, ne. Delnica je šla, mislim, da gor za nekih 40%. Moje prvo vprašanje je bilo, sem si mislil, ok, zakaj Petrol miruje, MOL pa raste. Seveda jaz imam v glavi, ko se peljem z avtom mimo, pa vidim oba trgovca, ne, ampak vemo, MOL ima rafinerijo, proizvode nafte, je tudi večji regionalni player. Zanimivo je bilo še to, da ima MOL v bistvu v zadnjih letih izplačeval kar visoke dividende, tam 13-10% dividende donosnost. Tega je seveda verjetno zdaj s tem skokom delnice konec. Tudi mislim, da dobiček je bil pod napovedjo. Vprašanje je tudi, kakšna je vzdržnost toliko visokih marž. Kako ti gledaš na to situacijo? Ja, če se prvo dotaknemo Equinorja, to je vseeno vrhunski timing, kakorkoli pa je potrebno omeniti, da je norveška nafta, norveški plin pomemben za evropsko energetsko stabilnost, tako da ta delnica bo kar najverjetneje v portfeljih kar en evergreen. Seveda moramo se zavedati, da ni najcenejša, je kotira trenutno nekje na priceingu blizu 20. Ostala konkurenca, rečemo evropska, ameriška, je globoko nižje. Tako da bom rekel, ja, Equinor bi nekako lahko značil kot en cash cow naložbo. Max mogoče ne bi smel prodati, če pa da je cash cow. Bom tako rekel, najverjetneje z neko umiritvijo cen nafte, se še bo gotovo, zdaj vidimo v zadnjih 14 dobrim tednu dni je cena malo popustila, tako da je skoraj 10% nižja od tistih vrhov. Tako da je gotovo za razmisli, da se ponovno v nekem trenutku vrne v portfelj. Če se dotaknemo MOL-a, MOL je malenko specifičen, seveda nikakor ne moramo primerjati z Petrolom, ima vseeno svojo rafinerijo, ja, regijsko je večji, čeprav tudi Petrol je prisoten, kar bi rečemo v tej Adria regiji, kakorkoli pa ima neke specifike, tam govorimo vedno o enem posebnem davku, ki ga madžarska država vzame, tega je skoraj za $500 milijarde, to je potrebno upoštevati, to je pač en taki unikatni davek. Posledično seveda, madžarski trg je v zadnjih letih bil kar malenkost v ozadju, vlagatelji so previdni, drugo bom rekel tudi glede same politike prejšnje vlade, prejšnjega predsednika, konfliktov. Vemo tudi, da imamo tukaj tudi neko valutno tveganje pred sabo, tako da je ta rast zadnjih, bom rekel, zgodila se predvsem po zmagi Petra Mađara in tako da če bi, bom rekel, tu sem precej nekako, ja, bom rekel, pocenjena delnica, vendar bi vseeno še malenkost opazoval razvoj dogodkov, kako bo se zgodilo sama
sam razvoj, politični razvoj na Madžarskem v naslednjih mesecih. Ker te prekinjam. Če smo na Madžarskem, kaj pa Petrol? Kaj bi se moglo zgoditi z delnico Petrola, da bi odskočila na tak način? Vemo, mogoče imamo politično tveganje. Ne, seveda je tukaj je tista ključno vprašanje je marža. Zavedati se moramo, Petrol je trgovec z naftnimi derivati in pa z drugim mešanim blagom. Tako da ta struktura je skoraj, blizu pol v strukturi prihodkov. Marža je normalno tisti ključni element, ki bo diktirala količinska prodaja. Morda se lahko še kaj poveča, seveda dobro, pa imamo nekje 3-5% raste promet, s tem lahko nekako, in to lahko vključimo tudi v analizo prihodkov s prodaje naftnih derivatov. Vendar bom rekel, nekega strašnega takšnega skoka preboja tukaj ni za pričakovati. Trenutna cena okoli 52 evrov pomeni price earning je okoli takih zrelih 12, to ne govorimo ravno o neki blazni podcenjenosti. Morda edino, kar je zadnji bombonček, ki je bil delničarjem dan, je bila dividenda po višini 2,5 bruto, tako da iz dividendnega donosa je zanimiva, da bi pa zdaj tukaj šampanjce odpirali. Ne. Bomo videli, kako se bo vse skupaj odvil. Gre zdaj še v vesolje. SpaceX pripravlja se na IPO, na uvrstitev na borzo. Že kar nekaj mesecev se o tem govori. To v bistvu verjetno največji IPO na svetu do zdaj. Nazadnje je bil Saudi Aramco, se mi zdi, bilo nekih 30-29 milijard dolarjev, tukaj mislim, da je bilo 50 milijard. Veliko se o tem govori, kaj vemo o tem danes? Ti si se malo paril s tem, ne? Ja, malo res je, gotovo bo to letošnji glavni dogodek Wall Streeta, če se bo seveda zgodilo. Trenutno kaže, da bo v poletnih mesecih, seveda pričakovanja so bila že za prvo polovico, vendar glede na razvoj dogodkov geopolitičnih bo Elon Musk malenkost prestavil IPO. Seveda podjetje, nekih resnih podatkov nimamo, podjetje je privatno, zato tudi nimamo nekih bilanc na mizi, seveda na sekundarnem trgu se ocenjuje neke market cap okoli 200 milijard dolarjev. Je pa nekaj, kar pa je prišlo v zadnjem obdobju, da bi morda pred samim IPO-jem prišlo do spin-offa, to pomeni spin-offa Starlinka. Če pogledamo SpaceX, strukturo, v bistvu on sloni na 3 temeljih. Prvo je Starlink, satelitski internet, ki je hrbtenica in trenutno zagotavlja dejansko denarni tok in tudi ustvarja dobiček. Dobička naj bi tukaj na tem bilo okoli 8 do 10 milijard, seveda govorimo samo o nekih ocenah. Drugi steber je potem je tale raketni program v sodelovanju z NASA, njihove rakete Falconi. Tretji del, ki pa je mogoče najbolj taki vizionarski in pa utopični, povezan z Starshipom in osvajanje vesolja, prid na Mars in nazaj in podobno. Tako da definitivno ta zadeva bo razplamtela, v bistvu Wall Street in najverjetneje tudi, bom rekel, podjetja, ki so nekako povezane z vesoljskim programom. Ja, zagotovo. Max je v bistvu pisal že pred meseci o tem, kar neki delnici je že dobil zagon, tako v prvih špekulacijah, da bo IPO. Potem med temi delnicami, ki jih je Max omenil, sem videl delnico Firefly Aerospace. Šla delnica, mislim, da samo v zadnjih 2 tednih za 50% gor. To je v bistvu podjetje, ki dela rakete, ampak tudi pristajalnike za rakete. Skratka, njihov cilj je nekako, da ponudijo skoraj da v celoti pot od
Zemlje do Lune. Ampak mogoče pri tej celotni zgodbi SpaceX-a mene kot malega vlagatelja najbolj zanima, ali bom jaz lahko sodeloval v IPO-ju, ali se bom lahko dokopal do delnic v prvi izdaji. Ja, bolj bom tako rekel, pod črto je bolj mission impossible. Ne? Tako bom, stvar je rezervirana bolj ali manj za velike vlagatelje, ne? Delujoče na ameriških trgih. Bilo je nekaj platform, kjer se lahko prijaviš, ne? Vendar bom, takoj moram povedati, da je trenutno ponudba omejena. Tudi ne pomeni, da jih dobiš, ne? Tudi če si želiš in si pripravljen plačati. Bom rekel, so in pa tudi v naslednjih dnevih bomo tudi na to temo malo pripravili. Je nekaj neposrednih poti, do katerih bi lahko prišel, vendar imamo spet pred sabo evropske birokratske ovire, kot je PRIPS in ki, bom rekel, evropskemu vlagatelju onemogoča, da bi kupoval, rečemo, sklade, alternativne sklade, ki pa nimajo v lokalnem jeziku KID-a, to pomeni tega osnovnega dokumenta, tako da bom rekel, tu imamo precej zavezane roke, je nekaj manjšega, ampak da bi pod črto, da bi prišel na 1:1 delnice, bom rekel, je zelo majhno. Zelo težko, je. Matjaž, a si v zadnjem času zasledil kakšen oglas za Novo Nordisk? Ja, razen bolečina Maxa, bom rekel, je ta delnica bolj ali manj ni ravno ne polni strani finančnih časopisov oziroma medijev, tako da mogoče ne finančnih, ampak jaz sem že kar nekaj jumbo plakatov po Sloveniji opazil, tudi na Facebooku, na Instagramu, veš čas mi kaže Novo Nordisk, debelost in tako naprej. In to je tudi v skladu z njihovim novim načrtom za vrnitev, če ga tako poimenujemo, skratka, da bodo bolj agresivni v prodaji in sem spada tudi oglaševanje na socialnih omrežjih. In to je bil tudi eden od dogodkov v zadnjih dneh glede Nova Nordiska. Potem smo videli še sodelovanje z OpenAI. Ko je Max to najprej videl, je bil wow. Torej, zdaj bo prvo ime umetne inteligence sodelovalo z, zdaj že loserjem bitke za debelost. Kot se je mogoče zgledalo optimistično, se na koncu ne zdi, da bi to lahko mogoče močno premaknili tečaj, ker bodo v bistvu OpenAI uporabljali za izboljšanje učinkovitosti zaposlenih. Seveda želijo izboljšati mednarodno konkurenčnost, potem ko so jih Američani Eli Lilly ujeli. Tretja novica v zadnjih dneh glede danskega farmacevta je bil pa še odločitev regulatorja v Veliki Britaniji, in sicer prej je mogel nek bolnik, pacient za debelost, vzeti 3 injekcije zdravila Wegovi, zdaj po novem bo pa v bistvu lahko vzel samo ta injection pen in bo dobil celotedenski odmerek. Tako da delnica je pridobila zdaj, mislim, da v 5 dneh 6%. To je še vedno, mislim, da smo 70% od vrha, pri katerem je kupoval Max, mislim, da prek nekih 900, ne? Delnica je bila praktično na 1000. Verjeti, da bomo še kdaj videli na 1000, verjetno težko. 800 tudi težko. Če smo zdaj na nekih 240, mogoče na dober dan, da pridemo na 400, sicer pa se verjetno težko obetamo kaj veliko tega. Ali imaš drugačno mnenje? Ne, si malo delim, v bistvu bolj je tukaj, kar me ne skrbi, ampak bom rekel, pomembno je, da si vlagatelj, da je pozoren v bistvu, kaj se dogaja z okoljem, ne? To pomeni, seveda povpraševanje po teh zdravilih za eno ali za drugo reševanje
težav oziroma tegob, je konstantno prisotno, na drugi strani pa tudi vemo, da tako si omenja LLI je tukaj močno pospešil. Kar pa je najbolj problematično, pa je seveda cenovni pritisk. In za naslednje leto tudi Novo Nordisk pričakuje, da bo cene pocenil za 50%. To gotovo bo, bom rekel, fizična prodaja tega najverjetneje ne bo kompenzirala. Imamo tudi pritisk na marže, danes je še vedno, rečemo, marža Novo Nordiska nad 30, vendar bo lahko hitro gre navzdol. Odpira se vprašanje patentov. To bom tako rekel, tukaj okoli patentnega, to je pač eno posebno poglavje, ampak če na hitro pogledamo, tukaj ni samo en patent, seveda ena cela vojska patentov in nekje na tem razvitem trgu bodo patenti okoli Ozempika in company nekje zapadli med 30 in 35 letom. Na nerazvitih trgih, kot je Kitajska, Indija, in naprimer, pa se bo to zgodilo še občutno prej. Tako da ni zdaj cela zadeva tako rožnata. Imamo eno neko naravno povpraševanje, ki se bo večalo, ampak da bomo videli tako hitro vrhove, ki so bili v nekem hajpu, je moj odgovor bolj ne. Tudi Max zaenkrat čaka in upa na lepše dni. Deva za konec še hitro se dotakneva Bitcoina, mogoče je bil zdaj v zadnjih mesecih in bo to v ospredju. Oktobra smo videli vrh pri $126,000, zdaj mislim, da smo na okoli 74,000, torej 40% pod vrhom. Če jaz nočem biti vedeževalec Blaž, da bi kar nas slepo nekaj užgal, kaj naj gledam, kaj ti gledaš, ko se sprašuješ o ceni Bitcoina? Ja, v bistvu bom temu rekel, v vsem tem kripto svetu bi nekako Bitcoin morda lahko bolj označil kot religijo. In tukaj je nekaj dejavnikov, ki se enemu pravijo digitalno zlato in tako naprej, ampak rečemo, to dajmo na stran. Pomemben podatek je, da ga institucionalni vlagatelji vedno pogosteje in vedno v večji meri vključujejo kot v svoje portfelje, prepoznanje kot naložben razred, seveda z nekim normalnim deležem, z nekim normalnim odstotkom povezanim, seveda versus tveganje, tako da bom tukaj neka taka groba priporočila so 3 do 5% investicijskega portfelja je lahko namenjeno temu segmentu. Drugo, kar je pomembno, so neki parametri, da imamo v bistvu vseeno, to moramo priznati, da nima nekega inflacijskega vpliva. Počasi se približujemo 20 milijonemu Bitcoinu narodarjenem, izkopanemu. V naslednjih dobrih 100 letih še bo ta preostanek milijon, to pomeni 5% celotnega volumna, še bo narodarjen. Pomembno je tudi, da se malo opazuje trendi tokovi na ETF-ih spod Bitcoina, kar pomeni zadnji mesec se vidi spet malo več zelenih barov, kar pomeni več vplačil. Stvar ni pregreta, daleč od tega, govorimo tudi, če pogledamo z enega aspekta, danes je 1,5 približno tržna kapitalizacija Bitcoina, 1,5 trilijona dolarjev, bom rekel, to je globoko manj kot marsikatera, rečemo, tehnološka delnica, kompletni ekosistem kripta znaša 2 trilijona
Tako da bom rekel, tudi če tu prihaja do nekih večjih premikov, cen gor dol, substančno to za svetovno ekonomijo nič ne pomeni. Seveda, če imaš ti preveč tukaj investirano, je bolečina sorazmerna. Tako da ta del je, bom rekel, seveda po tistem oktobrskem vrhu je prišlo do precejšnjega paca, vendar vidimo zdaj, da imamo zadnji mesec, 2 meseca neko stabilizacijo, kar pomeni tu na nivoju $70,000. Ok, Matjaž, če mi dva rečeva, da bi zdaj naredila stavo, ki bo Bitcoin do konca leta, kaj bi ti rekel? Jaz bom tako rekel, ker sem tukaj malenkost bolj bullish vedno na tem segmentu, do konca leta ga bomo videli vsaj za preko $100,000 za en Bitcoin. Preko 100,000? Ok, pa bomo jaz še bolj bullish, pa bom rekel, da bomo šli čez rekord, torej čez nekih $130,000. Ok, se veselim, ker bomo spila oba dva, vsak po 2 piva. Super. Tudi jaz. To je bilo to za danes. Če imate željo, idejo, o čem bi lahko spregovorili naslednjič, napišite v komentar spodaj. Lepo se imejte. Lepo zdrav.